Mi smo nazaj in na moji, to sem že včeraj, prejšnji teden razlagal Tonetu Kregarju, ki je doktor, pa ni vedel, desni ali levi, rečemo na moji strani sedi Tanja Žagar. Lepo zdrav. Lep dober večer, vsem gledalcem sem napisala, preden sem šla od doma, da grem v Velenje na svoj Facebook, tako da so vsi obveščeni, da sem nocoj tukaj v Dajmoku. Eni trije bojo gledali zdaj več, ne? Bodo kar gledali. Pa sem tudi obljubila jim in bom že na začetku to naredila, da se slučajno pol preveč ne zagovorim in pozabim, da vse moje prijatelje iz Facebooka, ki mi tako lepo redno pišete, lepo pozdravim, vsem lepe, vesele pozdrave iz Velenja. Ti plačujejo Facebook za reklamo, da delaš. Mislim, firmi Facebook, ne? Koliko ti plačujejo za to nazaj? Veš kaj, take dobre ljudi, kot jih imam jaz na Facebooku, je pa najmanjši problem, oziroma sploh ni problem pozdraviti, pa jim takole še posebej kaj poslati, ne preko televizije. Koliko imaš teh prijateljev na Facebooku, številčno? Ker Lady Gaga jih ima 21 milijonov, koliko imaš ti? Si tam že nekje? Skoraj, ja. Če nisi pa nima smisla, da ga imaš, pazi. O, mama, to moraš čistiti. Veš, ko ne veš, kako se stvarem streže. Si ga nima Facebooka. Vsak, kjer pride gor, je velik vreden, tako da ne podcenjuj, ne podcenjuj. Koliko imaš? 1000, 2000, 10 000, 20 000, koliko? Lepo raste ta številka, no in sem res vesela, no, veš, to se pokaže tako ena podpora ljudi, tako da zdaj smo pa pri 26 000. Moram ti priznati, če zdaj gleda Samo Horvatič, kantavtor iz Celja, glih znal sem govoril z njim, on je totalni, bom rekel, grdo povedano, butec za računalnik, ne? In mu je eno ustvaril Facebook in veš, čim sem me pohvalil? Tanjo Žagar sem dodal zraven, da jo imam med tistimi svojimi prijatelji. Lepo, kako mu ime? Samo Horvatič. Samo, me zelo veseli, evo, in tudi tebi posebej pošiljam en lep pozdrav iz Velenja. Evo ga. Tanja, že na samem začetku, dej pokaž ti, kam imaš nos obleče, ne? Ker to morajo pa gledalci videti, ona ima na majici Marilyn Monroe, pazi to, ne? Takole se bo majica. Ekstra, bom rekel, edina majica na svetu, mislim majica, kaj je to, kiklasta majica, no, če rečemo tako rečem, no? To je taka oblekica. Ja, oblekica z Marilyn Monroe posebej za tebe narejen, ne? Ja, A si fan Marilyn Monroe, kaj? Ja, mi je všeč, čeprav, veš, sem ti prej rekla, da to sem v bistvu jaz blond lasuljo. To veš, pa mi nisi verjel, pa... Ne, to veš, da nisi, ne? Ne, to veš, da nisi. Pa mi ne verjamem. To moraš čistiti, ne? Ja, všeč mi je, pač tole sem si nekako dala narediti, rada imam... Ma to za mojo punco nariš, ne? Rada imam... Ne morem. Rada imam tudi, ko mi takole kaj zšijo, veš, pa... Čestitam, to je bilo to. To je beseda. Drži se tnijo. Lahko noč. Ne, mu pa ne to, da je daš, če je daš lahko narediti podobno. Pa si sem rekla, da ne. Zakaj? Ne, ker tako je to naredil, samo eno tako stvar naredi in ne ponavlja in konec, nikoli več. Prvi zadnjič, nikoli več. Kaj pa seks v mestu? Gremo na glasbe? A ja, dobro, stvar. Gremo na glasbe. Mislim, da malo pozabljaš, kjer oddajo vodiš, ne? A ne film spodajo? A je ovej? Lahko jaz tudi prevzamem besedo. Ne, vrede. Vse si jo že. Tanja, lej, pa dajma iti, če hočeš iti na glasbo, pa pustimo Marilyn Monroe. Danes res v bistvu zdaj gostim že v svoji medijski karieri tretjič že, ne? Enkrat na radiju, ko si bila še otrok, ne? Praktično. Ko smo bili še Foxy. Foxy Teens. Drugič na Charlie TV, ki ga zdaj ni več, ne? Zdaj tretjič pa tu in v tretje gre rado, si rekla, kar vem, da bo ta oddaja najboljša od vseh. Jaz sem za. Vsaka je vedno boljša. Slabša ne more biti. Slabša ne more biti. A veš, samo na boljš gremo. Ne pustimo, da gremo na slabša. Pa mi pa povej, Tanja, pa tudi našim gledalcem, kaj se trenutno, rečemo, v tem mesecu s tabo dogaja na glasbenem področju, če že hočeš o glasbi. No, torej bom kar takole začela. Jaz še vedno promoviram svojo drugo samostojno ploščo z naslovom Hvala, ker si ob meni ti, ki sem jo izdala pred letom dni in sem zelo ponosna in presrečna, da je po letu dni še vedno na lestvici 30 najbolj prodajanih albumov v Sloveniji, tako da velika stvar. Kar je umetnost danes, ne? Ja, to je velika stvar, tako da mi ogromno pomeni. Zato, kot sem rekla, zahvala vsem, ki pač spremljate moje delo, ki radi poslušate mojo glasbo in seveda še posebno vsem tistim, ki ste šli v trgovino po moj CD, hvala, ker si ob meni ti. To je velika spodbuda za naprej, tako da jaz mislim v naslednjem letu izdati svojo tretjo ploščo, ampak lepo počasno, ne še kar takoj, ker je na tem drugem albumu še toliko enih lepih pesmi, ne, in se mi zdi škoda prehitevati stvari, da bi se jih povozili. Jaz sem mnenja, da čim več pesmi iz albuma morate slišati, ker so res s krasnimi besedili, sporočilnimi, življenjskimi, z lepimi melodijami. Še vedno je moja glasba zabavna plesna glasba, tako da v prihodnjem letu pa potem lahko pričakujete novo ploščo. Izdala sem avgusta meseca svoj 13. videospot. Ja, 13. Srečna številka. To je več kot Zlatko, edina v Sloveniji, ki ima več spotov kot on. Bodo pošteni.
Bomo pošteni, Dobre. brez poštenosti ne gre. Ja, gre včasih, ampak večino časa ne. Ja. 13 spot. Ja, 13 spot. Ja, hvala za pesem Poletje najin čas, ki ga bomo potem pozneje tudi pri vas zdaj v oddaji videli. Snemali smo na slovenski obali. Če ki ste v strani morjem od zadaj. Ne, sploh ne bom povedala tako, da je me prav presenetilo, nekaj časa nisem bila na slovenski obali, pa sem šla letos pogledat spet in sem bila pozitivno presenečena, zelo lepo je urejeno, zelo lepo so uredili in je užitek iti tudi samo na kakšen sprehod, če ne zaplavati. In potem sem rekla, bomo mi kar tukaj snemali ta moj 13. videospot. Jaz sem se preoblekla v mornarko, z mornarsko čepico, z mornarsko upravo. Z menoj v spotu je zaplesal plesalec Gregor Cesar. Tako da je tak lep, romantičen, zapeljiv videospot nastal. Po noči smo snemali do 5. zjutraj, tako da se je kar malo zavleklo, ampak je bilo fantastično, zato ker, ko smo bili tam na obali, so se začeli tako okrog 8-9 zvečer ljudje zbirati, mimoidoči in potem so non-stop gledali, pa malo slikali, pa jaz sem jim seveda z veseljem podarila kakšno avtogram kartico ali pa plakat. Potem sem pa po vsakem kadru dobivala še aplavz. In to na snemanju videospota, ne? Noter je tega, gospod? Ne, tega ni noter, to je tukaj noter ostalo. To je tukaj ostalo. V vratu noter, v vratu. Ja, posod imam, posod. Jaz sem tako mala, da imam hitro posod, veš? Dobre. Ja, tako da, res lep videospot je nastal, pa boste ga pozneje tudi videli. To sem nekaj vprašati, Miš, obstaja kdo v Sloveniji, ki te ne pozna? Jaz mislim, da nekdo, ki ne spremlja, recimo... Kako da se je recimo rodil pred enim letom? Da je tak, recimo, Ne. zadnjih 10 let ali pa 15 let, da živi v Sloveniji, obstaja kdo, ki te ne pozna? Zagotovo obstaja kdo, ljudje, ki recimo ne spremljajo glasbene scene, ljudje, ki morda doma nimajo televizije. Gledajo pa Marija, tam se ti plesa. Ne, poslušaj me, kaj govorim, poslušaš, kaj govorim. Moraš se naučiti poslušati. Skratka. Ja, hočem ti reči, nekdo, ki nima televizije, poznam zdaj kar nekaj ljudi, ravno če smo imeli eno debato o tem, koliko ljudi dejansko pa nima televizije doma in ne spremlja, ničesar, pač nekdo takšen, morda tudi ne ve, ja, in mislim, da s tem ni nič narobe, a veš, zato pa delamo in delamo na dolgi rok, zato delamo dobro in lepo počas, da me pač spozna čim več ljudi in seveda, da bi mnogim seglo v srce moja glasba in moje delo. To sem tako vprašati, Miš, da je kdo po Foxy Teens, je kdo pomislil, te Titani pa ne bo ratalo, tako nekaj. Miš, da je bilo, ki sem imel tak feeling, da je bilo enih par ljudi, pa ne bom rekel privošljivo, ampak da so rekli, ne, solo je pa ona, tako ne bo šlo. So bili kakšni taki modeli? Ne, da mislim, da so bili, vem, da je bilo to, ampak to je meni popolnoma nekaj normalnega, veš, logičnega. Meni so takrat tudi povedali, Tanja, to ne bo šlo. Prav, rekli so ti to? Ja, povedali, več ljudi, tudi več glasbenih kolegov, ne samo takrat, tudi potem, ko so se stvari že začele lepo odvijati, pa so mi rekli, ampak veš takrat, ko si se ti odločila za to, smo rekli, ne, iz te moke ne bo kruha. Ker Mirni Reynolds ni šlo, veš, mi je ni šlo. Čakaj, zdaj so pa Superman. Včasih zamešam. Ne menjajte. Ko sta z iste skupine. Kjer se jeste bom usmirjala? Jaz sem ženska, lahko te bo usmirjala. Ti, Tanja Žagar, pa mi da ne, to je različno. Bravo, dojel, v redu. Ja, skratka, hočem reči to, in tudi sama sem vedela, da to sploh ne bo lahka naloga, biti 9 let v Foxy Teens skupini, se pravi najstniški. Jaz sem bila 14 let stara, ko sem začela in je to trajalo 9 let. Takrat smo bile seveda takšne, kot smo bile, mladostne, vesele, razigrane, jezikave in vse, kar zraven še paše, ampak vse lepo, pozitivno, optimistično, nad slabega nikoli. In tudi ekipa, s katero sem se jaz odločila nadaljevati to svojo samostojno pot, se pravi Miki Šarac, iz Studio Gong v Ljubljani, velikokrat smo se pogovarjali, on mi je velikokrat rekel, Tanja, veš, to ne bo lahko, to moraš vedeti. In enostavno sem rekla, pa saj vem, pa saj nič ni kar tako lahko, saj se v življenju nič kar ne dobi. Ampak sem rekla, počas s pravimi koraki in z dobrim delom, pa se daleč pridem. V to še danes verjamem. Hočem pa reči, in ta prehod iz skupine najstniške v nekoga kot solista seveda ne more se zgoditi od danes na jutri. Tudi, a veš, tako je, če bi jaz recimo naslednji mesec, ko sem šla iz skupine, oziroma ko smo me zaključile, zapela pesem Tiho, tiho čas beži, vprašanje, če bi kaj bilo. Mi smo le takrat pele hitre, razigrane pesmi, potem sem jaz tudi nadaljevala z Larijo, Dada, pa Pet poljubov, pa naj se ve s hitrimi temperamentnimi, ker sem pač tako čutila, ko je pa prišel moment za nekaj drugačnega, sem pa rekla, opa, zdaj pa jaz lahko to zapojem.
čutim se dovolj zrelo, dovolj sposobno, da zapomnim recimo tudi eno takšno čutno pesem, ki mi mogoče, če bi jo pred časom zapela, ne bi nihče verjel, ne? Tako sem jo pa očitno v pravem trenutku. Zato tudi dolg časa nisem zapela nobene balade, pa so me že ljudje spraševali, Tanja, boš same hitre pela, ne? A veš, če poješ same hitre, te sprašujejo, ja, kdaj boš pa kakšno počasno? Če poješ počasno, te sprašujejo, pa kdaj bo kaj hitrega, ne? No, in... To tako jaz, ko ful jem, pa me sprašujejo, kdaj bo nehal. Kdaj boš nehal, ne? Ko nehaš, te pa sprašujejo, pa zdaj se že malo zrekne. No, in potem sem dobivala recimo kar nekaj ponudb tudi za razne baladne pesmi, pa se nisem odločila za to. Ker pač sem rekla, lej, ne bo to to, ne bojo mi ljudje verjeli. In ko je prišel čas za balado, sem se jaz sama usedla doma za klavir, v 15 minutah sem imela napisano. Zato, ker mislim, da za določene, mislim, za pesmi, ne, za glasbo, moraš imeti tudi neke svoje izkušnje, moraš nekaj preživeti, ne, da lahko potem o tem poješ. No, skratka, vedela sem, da ne bo lahko iti na samostojno pot in da bo treba počasi in gremo zdaj naprej z voljo, s pozitivno energijo in z delom in z vztrajnostjo. Ti to veliko govoriš, da mene sploh ne rabi. Ne pa, če bi zdaj nekaj na tehnico, kdo ima procent govora, imaš ti 90, jaz pa 10, ne? Lej. Mislim, gre. Prej si rekel pred dan, da si lačen. Jaz ti dovolim, pet na večerjo bom nekako poskrbela, no? Da bo vse v redu. Zdaj povej še ti kaj. A si v redu? Mislim, da sem lačen. Si v redu, kako je stalo? Si izmislil, da si lačen. A si še samski? Zdaj si. A si še samski? A te že kjera vzela? Ni te še nič čuda, vse v redu, vse pride. Me je vzela in me še vedno mame. Mate? Ja. A je srečna s tabo? Velikrat. A si srečen z njo? Zelo velikrat. Dobar, zdaj si pa ti spet na vrhu. Da se mi je zelo več. Tanja Žagar, ja, poslušaj mene malo zdaj, ne. Hotel sem to reči, prej, ko si umela, da morajo ljudje čutiti, kaj ti poješ, da če pa ne bom rekel, nimaš tega, ni zdala to skozi, pa ljudje mogoče spoznajo blef. Sprav, če bi ti zdaj pela, ne vem, nekaj, kar ni za tebe značilno, ne vem, sem mamilaš, se pretepam, kradem. Bi rekel, kot ta Tanja poje zato, ker bi se jim del čuden, a zato, ker ti tega res ne delaš. Ne, lahko ti dam... Res to ljudje pogruntajo. Ne, lahko ti dam en primer. Jaz sem 28 let staro dekle, ki še nimam družine. 28 že kaj? Ja, vem, 18, pardon. A veš, nimam še družine, nisem poročena in tako. Enkrat si želim tudi to ustvariti, ampak... Biološko ura ti tik-tak. Poslušaj me. In zdaj recimo, ne, ni še to glasno tik-taka. Če bi jaz recimo v tem momentu zdaj pela pesem o tem, kako je biti mama, bi verjetno bilo malo čudno, ne? To je res. Predvidevam, da je to nekaj najlepšega, vsaj po tem, kar slišem od svoje mame, ne? To, da otrok se ful joče, pa da si ful živčen skozi, to je lepo. Mislim, meni mama tega tako ni predstavila, tako da... Jaz nisem bila, kakšen si bil pa ti, pa ne vem. Žagar, pridite malo pa pojete, vrčizmo to, ne? Kakaj je bila tam nekaj dojenčega, bila res tak bila se skozi drla neki, ne? Pa je bilo kar v redu. Jaz sem bila znosna, ja. No, veš, in to ne bi šlo skupaj, ne, zato o tem še ne pojem. Ko bom enkrat to imela, pa bom verjetno tudi z veseljem kakšno tako pesem zapela, ne, in mi bo zaverjetno najbolj. Tanja Žagar, zdaj pa gremo na tvoj naslednji video spot, mogoče je tisto, ko si ga omenjala, zdaj več čas, ki že jaz sem že pozval. Ne, zdaj pa bomo slišali... Pa boš ti prav, veš, kam boš slišala, kaj? Ja, jaz sem vse, imam scenarij v glavi, vse sem jaz, tiho čas beži, naslovno pesem mojega prvega samostojnega. Bom rekel, res velika uspešnica je bila to. Čudovita pesem, ljudje so jo zelo lepo sprejeli zdaj za svojo. Če še jaz to poznam. Ampak, veš kaj mi je najbolj všeč od vsega tega? Da to ni bila pesem tak v smislu buma, da bi se en mesec neprestano vrtila na vseh radijskih postajah. Pa šla lepo počas ljudem v kri, ne? Ampak je šla lepo počas in jaz jo tudi danes slišam na glasbenih željah, na čestitkah in to me polni, to je največ vredno. Torej, Tanja Žagar in tiho čas beži. Dajmo si pogledati.